Lepo pozdravljeni. Za vas smo pripravili izbor novic, ki so se zgodile ta teden v Sloveniji in po svetu. Ostanite z nami. Vlada je potrdila predlog zakona, s katerim želi poenostaviti vključevanje uporabnikov v sistem dolgotrajne oskrbe v institucijah. Z reformo bodo stanovalci domov za starejše, več kot 20 000 oseb, lahko samodejno prešli v sistem dolgotrajne oskrbe brez dodatnih zapletov in ponovnega presojanja. Od 1. decembra 2025 bodo za uporabnike v institucionalni oskrbi sicer pogosto na položnici le stroški namestitve in prehrane, storitve oskrbe pa bodo krite iz obveznega zavarovanja. Zakon tako omogoča hitrejši dostop do storitev za tiste, ki potrebujejo institucionalno oskrbo in cilja na bolj učinkovito in pravično ureditev dolgotrajne oskrbe. Poslanci so soglasno sprejeli zakon o uporabi jezika gluhoslepih, ki gluhoslepoto priznava kot samostojno invalidnost in osebam z gluhoslepoto zagotavlja pravico do njihovega jezika ter dostop do tolmača in komunikacijske podpore v javnih institucijah. Posamezniki bodo lahko po potrebi uveljavljali od 480 do 720 ur tolmačenja na leto. Sprejetje zakona je sovpadlo z Evropskim dnem gluhoslepih, ob katerem je Združenje Dlan obeležilo 20 let delovanja. Vlada je za zimsko obdobje 2025 in 2026 začasno znižala prispevek za obnovljive vire energije za polovico. Ukrep bo veljal od 1. decembra 2025 do 31. marca 2026 in je namenjen ublažitvi višjih stroškov energije v zimskih mesecih ter zagotovitvi stabilnosti mesečnih računov za električno energijo. Ukrep velja za vse gospodinjske odjemalce električne energije v Sloveniji. Ukrep ne velja za poslovne odjemalce. Po preteku tega obdobja se bo višina prispevka vrnila na redno raven. Evropska unija je sprejela nov sveženj sankcij proti Rusiji zaradi vojne v Ukrajini. Najpomembnejša novost je prepoved uvoza ruskega utekočinjenega zemeljskega plina LNG, ki začne veljati januarja 2027 s šestmesečnim prehodnim obdobjem za obstoječe pogodbe. Sankcije vključujejo tudi omejitve za ruske banke in naftna podjetja, prepoved transakcij s kriptovalutami ter sankcije proti posameznikom vpletenim v ugrabitve ukrajinskih otrok. Japonska je 21. oktobra 2025 dobila prvo predsednico vlade. Sanae Takaiči, predsednica liberalno-demokratske stranke, je bila izvoljena po sklenitvi koalicije z Japonsko stranko za inovacije. Takaiči velja za konzervativno nacionalistko, znano po podpori močni vojski in gospodarskim spodbudam. Njena vlada je sicer zgodovinska, vendar so pričakovanja glede napredka glede enakosti spolov mešana, saj je v svoj kabinet imenovala le 2 ženski.
29. NLB Ljubljanski maraton je zaznamovalo rekordno število udeležencev in rekordi na različnih progah. Na osrednji 42-kilometrski preizkušnji sta zmagala Etiopijec Haftam Abadi, Gebresilasi in njegova rojakinja Tigist Gezahagan Menikstu. Od Slovencev je v moški konkurenci s 7. mestom in slovenskim rekordom proge najvišje posegel Primož Kobe. Na tem maratonu je slovenska gluha maratonka Viktorija Horvat tekla na 21 kilometrov in dosegla čas 1 ura 28 minut in 22 sekund, kar je veliko bolje, kot je pričakovala, in to je dobra popotnica za novembrsko olimpijado gluhih v Tokiu. Čestitamo! Košarkaški zvezdnik Luka Dončić je postal ambasador skupnosti Los Angelesa za svetovno prvenstvo v nogometu leta 2026, so sporočili na uradnih družbenih profilih mesta prireditelja tekem. Jutri bo sprva delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Na zahodu in jugu bo oblačnost naraščala. Ni izključena kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 7, ob morju okoli 9 stopinj Celzija, najvišje dnevne od 12 do 18 stopinj Celzija. V noči na nedeljo in v nedeljo dopoldan bodo predvsem v južni polovici Slovenije možne občasne krajevne padavine. Drugod bo delno jasno, zjutraj je po nižinah možna megla. Zjutraj bo najnižja temperatura 4 stopinje, v nedeljo popoldne in zvečer bodo padavine začele večji del države. Zapihal bo severni veter. Popoldne bo najvišja temperatura 13 stopinj Celzija. V ponedeljek kaže na suho jesensko vreme, zjutraj bo po nižinah marsikje megla. Kretnja tedna je obnovljivi viri. Ta kretnja nas spomni, da en vir energije lahko prehaja v drugega in se obnavlja, brez odpadkov in škode za planet Zemljo. Ko se bliža dan mrtvih, pomislimo, kako bi tudi mi lahko prispevali k ohranjanju okolja. Morda namesto plastičnih sveč prižgemo eno naravno ali pa se spomnimo svojih dragih na drugačen, trajnosten način. Ob tem vam želimo lepe in mirne krompirjeve počitnice, ki so naslednji teden. Naj bodo polne toplih trenutkov sprostitve in kakovostnega preživljanja časa z vašimi najbližjimi. Ne pozabite si vzeti trenutka zase in si napolniti baterije za prihajajoče dni. Lepo se imejte.